Boštjan, pozdravljen. Kakšni so prvi odzivi na Netanjahovo zmago, kako, če sploh presenetljivo je? Ravno tako je presenetljiva, kot ni presenetljiva. Presenetljiva je v smislu javnomnenjskih napovedi, nepresenetljiva je pa tudi v smislu javnomnenjskih napovedi. Javnomnenjske napovedi v Izraelu so v zadnjih 15, pa recimo tudi 20 letih bolj ali manj serijsko delale napake in predvidele napačne zmagovalce. Nekateri izraelski mediji so se iz tega tik pred volitvami delali predvsem norca. So rekli, ok, ne pogledamo javnomnenjske napovedi, zmagovalec bo tisti, ki mu javnomnenjske napovedi kažejo slabo, in to se je uresničilo. Na nek način pa, glede na to, da osebno sem pričakoval, da bo te volitve ne bo odločila mantra varnosti, da bo te volitve odločila socialna in ekonomska vprašanja. Izrael se v zadnjih letih precej spremenil v gospodarskem in družbenem smislu. Nekoč precej enotna socialna družba je postala ena najbolj razslojenih družb, razslojenost rapidno, hitro narašča in tudi protesti v zadnjih letih naprej so bili množični. Pričakovati je bilo tudi predvsem med mladim volilnim telesom malce več angažmaja. Tudi temu primerna je bila predvolilna retorika Yitzhaka Herzega, vodja novega sionističnega bloka, neke, kako bi rekel, levičarske koalicije, ki je prvič po zadnjem četvrtletju kazala dobro. Njen rezultat v resnici ni tako slab, kot bi bilo to lahko pričakovati recimo pred meseci. Pa vendar se to ni zgodilo. Zmagala je tradicionalna izraelska mantra varnost, varnost, varnost in to bo v prihodnje zdaj utrdilo vladavino Benjamina Netanjahuja. Kolikšen vpliv na glasove volivcev pa ste imela njegova ostra retorika in stališče do palestinskega vprašanja? Kako bo Netanjahova zmaga vplivala na odnose s Palestinci? Na nek način je to že rutina. Odnosi se bodo zaostrili, predvsem pa je treba tukaj reči, da so te volitve, v rezultatih volitev in koalicija, ki bo v naslednjih 2 tednih recimo sestavljena, pomenila ne samo simbolen, ampak konkreten konec sklovane rešitve dveh držav. Palestinska državnost je sedaj dokončno pokopana, res pa je, da je že do sedaj tudi približno ni kazalo dobro. To je ključno, kar se Palestine tiče, posledica Netanjahove oblasti. Še vprašanje tudi, kako bo izgledala ta koalicija. Na nek način ne bo presenečenje, če bo še bolj desna od prejšnje, v kateri se Benjamin Netanjahu zdel tako rekoč zmeren politik. Kaj pa odnosi z Zahodom, predvsem z ZDA? Odnosi z administracijo ameriškega predsednika Obame so že precej časa skrhani. Se pričakuješ, da se bo to razhajanje še poglobilo? Ne, tega ne pričakujem. Malo bo ostalo približno tako, kot je tega narekovajih spora, zelo velikih narekovajih. Niti ni potrebno pretirano resno imeti veliko bolj za neke vrste folklore, za formo, ne za vsebino. Gre za detaljne razhajanja, ne za geostrateške razhajanja, za drugačne politične, ekonomske ali kakršne koli cilje. Na veliki ravni je to zgolj retorika, na terenu v resnici pa je prijateljstvo, zavezništvo ravno tako močno kot včeraj ali predvčerajšnjem, tako bo tudi ostalo. Res pa je, da nove zaostrene geostrateške razmere na Bližnjem vzhodu se spreminjajo in Izrael v tem času dobi tudi novega prijatelja, ki pa ima podobne težave v odnosih z drugimi državami. Govorimo o Saudski Arabiji. Oba želita imeti absolutno ljubezen poligamne žene z Združenimi državami, poligamnega moža seveda. In te absolutne ljubezni ni več, kajti odnose do Bližnjega vzhoda so Združene države vedno bolj pasivno umikajo se proti Pacifiku, predvsem zaradi svoje vedno večje energetske samopreskrbnosti in Izrael, kako bi rekel, pospešeno išče nove partnerje. Nove partnerje, ki pa imajo nekaj skupnega. Združene države so, tako so v Saudski Arabiji kot Izraelu, v zadnjih 10 letih tolerirale popolnoma vse. Kako pa komentiraš uspeh arabskih strank, ki so se povezale v koalicijo in na ta način so z osvojenimi glasovi postali tretja najmočnejša sila v državi? Je njihova koalicija dovolj trdna in ali lahko doprinese k izboljšanju odnosov? To je v resnici zgolj papirnat uspeh brez resnih političnih implikacij. Kažemo unificiranost, enotnost arabskega volilnega telesa v Izraelu, glede na tradicionalno nesodelovanje in seveda tudi nezaželenost, silovito nezaželenost arabskih strank v izraelskih vladah, je popolnoma jasno, da to ne bo vplivalo na kvaliteto bivanja v arabskih državljanov Izraela. Hvala za pojasnila.